Hvala. Torej, test, tehnologija deluje. No, jaz sem se podločil malo razpravljati o razvoju tehnologije in pa o vlogi tehnologije v našem vsakdanjem življenju. Mislim, da se vsi zavedamo, kako pomembna je tehnologija v vsakdanjem življenju, ampak mogoče se pa ne zavedamo, da smo postopoma postali celo odvisni od te tehnologije. In zdi se mi, da tudi, ko pomislimo na besedo tehnologija, se mogoče ne zavedamo, da nas tehnologija spremlja že praktično od nekdaj. In mogoče lahko tudi prve izume že smatramo kot začetke tehnologije. Tako imamo enega izmed prvih izumov kolo, sicer na videz primitiven izum, ampak iz tega izuma so kasneje razvili mnogi drugi izumi. In še vedno neke druge oblike tega prvotnega izuma uporabljamo v vsakdanjem življenju. En primer je že avtomobil. In meni je pa zelo fascinanten razvoj tehnologije, namreč od začetka, od nekega takega izuma, kot je bil kolo, smo postopoma prišli do nivoja tehnologije, ki nam je omogočil osvojitev vesolja in kasneje tudi osvojitev Lune. In meni se tukaj zdi, da bi najbolj ponazoril vlogo tehnologije v vsakdanjem življenju z enim dejanskim primerom, ki se mi je zgodil prejšnji teden. In sicer nam je kar naenkrat v stanovanju zmanjkalo tople vode. In človek potem pomisli, kaj se je zdaj zgodilo. Grem v kopalnico, kjer je ta plinska peč in gori rdeča luč, hkrati oranžna utripa, in človek se sprašuje, kaj zdaj to pomeni. In seveda tam gledaš priročnike, nikakor ti ne povejo, kaj je zdaj narobe, in potem se odločiš, najboljš, da pokličemo mojstra. Mojster se oglasne in pove, da bo prišel pogledati, in res se oglas že čez 1 uro. Potem pove, sploh ni problem v plinski peči. Računalnik, ki nadzira delovanje peči, se je pokvaril. In tukaj zdaj res vidimo, kako smo mi postali odvisni od tehnologije. Sploh ni problem bil v tem primeru v plinski peči, ki skrbi za to, da imamo toploto v stanovanju. Ampak se je pokvaril še en bolj kompleksen tehnološki izum, ki nadzira ta drugi pripomoček. In če primerjamo to situacijo, ki smo jo poznali še nedavno, ko smo kurili na drva, na primer, res, da je takrat imel človek neko skrb, ker je mogel zalogo drv si zagotoviti. Ampak je pa bilo tudi res, da so bili popolnoma svobodni in so bili odvisni zgolj od sebe in niso imeli takšnega problema kot danes, ko lahko zateji en tehnološki pripomoček, ki mogoče sploh ni direktno zadolžen za to, da nam zagotavlja neke osnovne življenjske potrebe. Naprej gre tukajle. No in recimo, eden izmed prvih tehnoloških izumov je bilo pa tudi kladivo, ki ga je prvi človek naredil iz lesa in pa kamna. In ta izum je tudi zelo zanimiv, ker ga je prvi človek uporabljal za to, da je razbil led in da je v zimskih časih prišel do ribe, ki so se nahajale spodaj. Zanimivo pa je, da je preko tega prvega izuma s postopnimi variacijami tega izuma so se razvili tudi drugi izumi, ki so mi bili zelo podobni in še vedno se mi zdi, da danes vsa orodja, ki jih uporabljamo, bi lahko rekli, da imajo prednika ravno v tem prvem kladivu. Ampak kar je bilo pa ključno pri teh prvih izumih, se mi pa zdi, da je prvi človek predvsem iskal izume, ki so reševali neke trenutne probleme in so te izumi tudi predvsem bili v neko skupno dobro in je človek se zavedal svojega položaja v skupnosti in si je pomagal in tudi so se širile ideje v izumih in zato se je postopoma in primerno razvijal do stopnje, ko smo potem dejansko lahko odleteli celo v vesolje. Zdaj vidimo, da je v bistvu zgodovinsko ozadje tehnologije zelo pomembno za razumevanje kasnejših posledic. Ampak hkrati pa tehnologija tudi definira prihodnost. Ker ko si zamišljamo prihodnost, je ena izmed prvih stvar, na katere pomislimo, razvoj in stopnje tehnologije v tistem času. In zato mislim, da ključno vlogo pri razvoju tehnologije igrajo tudi napovedi. Če vzamemo primer osvojitve Lune, se mi zdi zelo zanimiva primerjava med delom, ki ga je napisal Jules Verne, o katerem je opisal, kako bo nekoč osvojena Luna. In on je imel idejo, da se bo človeka pač izstrelilo na Luno, in potem je celo med drugim opisal, da bo na Luni gravitacijski pospešek nižji in manjši oziroma. In to je zelo zanimivo, da je v tistem času, ko niso imeli ljudje tem dejansko to gotovil. Hkrati pa njegovo napoved tudi opisovala
ta izstrelek človeka na Luno, za kar pa danes vemo, da je nemogoče, ker bi sile presegle več kot 100G, se pravi 30G pa recimo maksimalna sila, ki ne bi jo prenesla človeško telo. Ampak hkrati, poleg teh napovedi ljudi, ki nekako prehitevajo svoj čas, en primer bi bil tudi Leonardo da Vinci, pa so pomembne tudi napovedi politikov oziroma ostale laične javnosti. In tukaj se mi zdi pomembno to, da politik oziroma nek drug točno napove, kdaj bomo nekaj osvojili oziroma kdaj bomo dosegli neko stopnjo tehnološkega razvoja. In v primeru osvojitve Lune je leta 1963 ameriški predsednik napovedal, da je ključni tehnološki cilj v prihajajočem desetletju osvojitev Lune. In ko se je kasneje, leta 1969, to dejansko zgodilo, je bila to nekakšna potrditev, da je človek na pravi poti. In zdaj se mi ključno, da takšne napovedi stalno obstajajo in da imamo nek cilj, ki ga vidimo pred sabo. In ta cilj v prihodnosti je seveda vsekakor povezan s tehnologijo. Hkrati pa mislim, da moramo ostati razumni, ko si predstavljamo, kako se bo tehnologija razvijala in mogoče en lep primer vesoljskega kemičnega svinčnika, ki so ga razvijali Američani. Ne. Potem so nastali razni miti od tega, da so Američani razvijali en kemični svinčnik, ki bo deloval pod vodo, ampak dejansko je to izhaja iz resnične zgodbe, ko so Američani razvijali kemični svinčnik za vesolje. Ne, in zgodba gre nekako takole, ne. V breztežnostnem prostoru normalni kemični naj ne bi deloval, oziroma isto velja pod vodo in zato so Američani ustvarjali kemični svinčnik, ki deluje pod posebnim pritiskom, ne pušča in dela v različnih temperaturah, medtem ko so pa njihovi rivali uporabljali pač svinčnik. In tukaj res pokaže, da je v bistvu včasih smiselno, da ostanemo razumni in da mogoče ni najboljša opcija tista, ki vključuje najnaprednejšo tehnologijo. No, dejanska situacija je bila taka, da je res problem pisati s svinčnikom v vesolju, ker drobci svinca lahko poškodujejo katere elemente v samem vesoljskem plovilu, ampak Američani so pa tudi hkrati za ta kemični svinčnik dejansko porabili $12 milijonov. Na enem lep primer razvoja tehnologije se mi zdi ta pri pisalnem stroju in kasnejšem tehnološkem pripomočku, ki ga vsi uporabljamo, to je seveda računalnik. Mislim, da se prva stvar, ki jo dobimo s tehnološkim pripomočkom, je to, da nam skrajša delovni čas. In sprva je, mislim, da res tako, namreč, če pogledamo delovanje pisalnega stroja, ta nekako ni omogočal sprotnega popravljanja in je bilo delo veliko bolj zamudno. Z računalnikom pa vse to poteka hitreje. Ampak hkrati pa z nekim tehnološkim izumom in neko novim pripomočkom pridejo tudi nove funkcije. In zaradi teh novih funkcij se od nas pričakuje tudi, da bomo več naredili s tem novim pripomočkom. In zato postopoma smo spet v tem krogu in ponovno imamo enako količino dela. In zato se mi zdi, da je res kljub stalnim tehnološkim izboljšavam v bistvu delamo vedno več. In to se mi zdi res zanimiv paradoks. Hkrati se mi zdi en problem današnje družbe tudi ta, da kljub nekim navideznemu globalnemu svetu, ki je povezan in kjer ponekod meja sploh ni in ko smo ljudje popolnoma povezani, se mi zdi, da vseeno manjka tehnoloških izumov, ki bi bili res koristni za vse človeštvo. V bistvu, kar je še huje, skozi zgodovino vemo, da so tehnologijo uporabljali tudi za neke cilje, ki so bili vse prej kot koristni za vso človeštvo. Takšni primeri so že v časih vojne in naprimer uporaba atomske bombe. Ampak zdi se mi tukaj ključno, da tisti, ki razvijajo tehnološke pripomočke, gledajo predvsem na to koristno plat za vso človeštvo. Drugi problem, ki se mi pa zdi, da obstaja trenutno v svetu tehnologije, pa je ta, da večina podjetij, ki skrbi za razvoj tehnoloških pripomočkov, je predvsem tak, da radi skrivajo te tehnološke pripomočke oziroma njihove izume, preden pridejo na trg. In večinoma so ta podjetja tista, ki razvijajo tehnološke pripomočke, ki jih
vsak dan uporabljamo in ki so nekako nepogrešljive za naš vsak dan. V tem primeru se mi zdi, da ko podjetja skrivajo njihove ideje, morda celo zavirajo tehnološki napredek. In morda ta pretirana konkurenčnost in pretirana konkurenca med podjetji in pretirana tekmovalnost postopoma celo blokira razvoj tehnologije. In zdi se mi, da tudi če imamo neko zdravo konkurenco med podjetji, ki razvijajo tehnološke pripomočke in so vodilni in tudi ponovadi zaslužni za to, da postopoma napredujemo, imamo vendarle še en problem. In ta problem je, da žal podjetja gledajo zgolj na dobiček. In to se pokaže tako, da včasih se mi zdi smiselno oziroma celo nimajo motiva za neko tehnološko razvijanje in to je predvsem vidno na primer v svetu medicine in iskanju zdravil. Nažalost se dogaja to, da se podjetja prepogosto ne odločajo, v tem primeru mislim farmacevtska podjetja, se žal prepogosto ne odločajo za razvoj nekaterih zdravil, ker se jim pač zdi, da to ne bo prispevalo k večjemu dobičku in tukaj žal ne vidijo te koristnosti za vso človeštvo. In tudi zaradi tega bi morda še vedno nismo našli zdravil za nekatere bolezni, ker so morda ta potencialna zdravila celo preveč preprosta in bi bila prepoceni, da bi lahko ta podjetja zaslužila. In tukaj se mi zdi to ena žalostna stran tega trenutnega tehnološkega razvoja. Hkrati pa, ko govorimo o tem tehnološkem razvoju, ki je prisoten pri teh podjetjih, moramo tudi zdaj omeniti sam smisel tehnologije. Oziroma, kaj še bolje, končni cilj tehnologije, oziroma če tehnologija in razvoj tehnologije sploh ima nek končni cilj. Mislim, da je lahko prek primerov, predvsem v medicini, kjer preko operacij človeku podaljšujemo življenje in kjer že obstajajo neki poskusi, da bi celo nadzorovali človeško življenje, morda res vidimo, da je tisti končni cilj tehnologije in njenega razvijanja ravno ta, da bi postopoma popolnoma nadzorovali človeško življenje. Morda se to v tem trenutku še zdi nemogoče, ampak dejstvo je, da večina podjetij, ki morda pozabi na tisto korist, pa se vseeno zelo osredotoča na to, da bi popolnoma in čim bolj razvili se ravno na tem področju, katerega končni cilj je nadzor življenja. Hkrati pa ob tem razvoju v bistvu ne smemo pozabiti tudi na to, da je lahko ta razvoj dvostranski. In ključno je, da bo nadaljnji razvoj tehnologije predvsem temeljil na nekem razumnem odločanju in izbiranju tehnoloških rešitev in mislim, da je tudi ključno, da se v nadaljnjem razvoju upošteva zgodovinsko ozadje tehnologije, ki smo videli, da ga moramo razumeti, če želimo popolnoma obvladati kasnejše posledice. Hkrati morajo biti tudi napovedi razumne, zato da bomo imeli nek cilj, ki bo smiselen in ki bo koristen za vse človeštvo. In kar je pa glavno, je pa res to, da bomo ostali znotraj meja, ki smo jih sposobni nadzirati in zato je to edino vodilo oziroma ključno vodilo na tej tehnološki poti, ki nam bo preprečilo, da ne bi zašli iz nekega optimalnega razvoja. In za zaključek bi dodal še to, da čeprav se nam trenutno zdi to bolj znanstvena fantastika kot kaj drugega, moramo biti pozorni na to, da bomo mi ostali tisti, ki nadziramo tehnologijo in tehnološki razvoj, ne pa da se bo zgodilo nasprotno. Namreč to, da bi človek postal ovira v svetu, ki ga nadzira tehnologija. Hvala.